Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič in za vas izdelam spletno stran, spletno trgovino, spletno učilnico, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Danes že po 2 tednih prekinitve, nova epizoda videoserije, vaša spletna stran od A do Ž, ker zadnji teden avgusta in prvi teden septembra sta taka hektična in enostavno snemanje ni šlo v urnik. Upam, da v prihodnje ta bo bolj konsistentno, ampak če kak teden, da kaj vam pade, pade. Načeloma ne bi smelo več, ampak ajde. No, danes želim spregovoriti o tem, zakaj sem jaz kot strateško usmeritev izbrala neuporabo nekih predpripravljenih tem, kot jih večina konkurence uporablja. Povedala vam bom tudi, kakšna je dodana vrednost tega za vas, kako to meni olajša delo, in pa če je to za vas tudi smiselno. Seveda bom tudi povedala, kateri page builder oziroma team builder jaz uporabljam in zakaj. Najprej moram seveda spregovoriti o tem, kako sem sploh prišla do te odločitve, da sem prenehala uporabljati teme. In sicer tudi ko sem jaz začela delati leta nazaj, seveda sem uporabljala te predpripravljene teme, ki jih lahko vse povsod najdete, kupite ali pa so celo zastonjne. In v 95% primerov v Sloveniji še vedno izdelovalci spletnih strani na WordPressu uporabljajo te teme. So mogoče neke prednosti, ker ful pohitrijo izdelavo, ampak jaz sem se hitro začela zavedati nekaterih težav oziroma problemov, ki jih teme s sabo prinesejo, in meni osebno ni bilo več za prenašati teh težav, recimo, bomo temu rekli. Zdaj, prvo je, da vsaka tema uporablja nek nabor funkcionalnosti, pa dizajnov, pa ne vem kaj še vse, ki v bistvu vas na nek način omejujejo, prav tako pa v bistvu vsebujejo teme nekatere stvari, ki jih vi ne rabite, in jih ne morete vi kar odstraniti iz teme. Torej, to je neka brezvezna koda, to je tudi v bistvu, kar se uporabniške izkušnje tiče, imate tam neke stvari, ki jih ne uporabljate in je moteče. Meni osebno je moteče, drugi mogoče ni, meni je. In potem pri temah je tudi dokaj velik problem na dolgi rok, ko so včasih nekompatibilne s kakimi drugimi orodji, ki jih želite uporabiti, včasih so ful problematične za povezovanje z nekimi zunanjimi orodji, nekatere teme so zelo nekako taki zaprti sistemi, ki za svoje res nemoteno delovanje zahtevajo uporabo nekih orodij, da vas prisilijo v nekaj. Čeprav vi veste, da mogoče bi, recimo vtičniki so ta orodja, ki jih dajemo na WordPress spletne strani, in vi bi včasih, mogoče bi vam bolj primeren bil neki drugi vtičnik za neko funkcionalnost, recimo za dogodke, recimo za vodenje dogodkov, ampak pol ugotovite, da točno tisti vtičnik ful slabo dela z vašo temo. Lahko, da se upočasni zaradi tega, lahko da enostavno ne podpira ali kakorkoli in se pol zruši ali kakorkoli, in ste potem prisiljeni uporabiti neko orodje, nek vtičnik, ki pa v bistvu mogoče kakšne funkcionalnosti ne vključuje take, ki bi jo vi rabili, zato, ker se morate nekako podrediti tisti temi. Zdaj, kaj je pri temah tudi velika težava, ravno zaradi tega, ker je vse nekako noter zapakirano, in če vi ne uporabljate vseh tistih funkcionalnosti in to, lahko po nepotrebnem vam tema ful upočasni stran. Malenkost bolj sem opazila, da so spletne strani izdelane na teh predpripravljenih temah mogoče nestabilne, malo težje jih je vzdrževati, več dela je s tem včasih, in pa včasih, ko želiš kako funkcionalnost vključiti, mogoče kak dizajn spremeniti, se lahko pojavijo težave. Zdaj osebno, dokler sem delala s temi temami, je bilo vzdrževanje spletnih strani, vseh enostavno težje, bolj mučno, več je bilo tudi treba nekega programiranja dodatnega po nepotrebnem, in v bistvu vedno pogosteje sem tudi na dolgi rok naletela na primere, ko so podjetniki hoteli na svojo spletno stran vključiti neko novo stvar, neko novo funkcionalnost, in smo potem naknadno ugotovili, da s to temo to ne bo šlo, oziroma da ne gre to naštimati tako fajn, kot bi si želeli. In potem velikokrat se pri temah pokažejo na dolgi rok neke težave, ko se začne nekaj sesuvati. Lahko se zgodi, da vam, če ne izberete dobro sicer teme, se lahko zgodi, da dejansko postane nepodprta, se ne posodablja redno,
in lahko nastanejo tudi kakšne varnostne luknje, ker pač dejansko developer ne zagotavlja nekih varnostnih posodobitev. Tudi take primere smo že imeli. In v bistvu so te težave oziroma neke situacije, bom rekla, s katerim se drugi pač ukvarjajo, jaz se pač nočem, to se je kar vrstilo in jaz sem vedela, nek boljši način mora biti, da jaz sama sebi olajšam delo, da naročnikom ponudim nekaj bolj stabilnega, bolj dolgoročnega, brez teh težav, pa brez balasta. Zdaj, kaj je mene pri temah pa najbolj odbilo? Najbolj me je odbilo to, da sem bila v bistvu z dizajnom omejena. In zato sem začela iskati orodja, s katerimi bi se tega rešila. In v bistvu sem, predvsem po zgledih iz tujine, v tujini je to ful popularno, se uporabljajo tako imenovani team builderji. To niso klasične teme, ki bi imele karkoli predpripravljeno, ampak v bistvu je neko ogrodje, na katerem vi lahko naredite spletno stranjo, ima vse, kar hočete. Dejansko dizajn neomejen, funkcionalnosti dodajate, čist kamot vse, zato ker je vse nekako tako nastavljeno, da se vse da. Torej, temu jaz rečem neko modularno sestavljanje spletnih strani, ki vključuje modularni način dela in pri dizajnu in pri funkcionalnostih. Zdaj, kaj sem ugotovila? Ko sem začela na tak način delati, se je dejansko rabilo manj dodatnih vtičnikov, zato ker se je veliko dalo kar s temi builderji narediti, predvsem iz vidika dizajna, kar se funkcionalnosti tiče tak ali tak. In pa veliko bolj nekako stabilne so mi te spletne strani in veliko lažje jih je vzdrževati. In na račun tega sem dejansko znižala po enem letu ali letu pa pol, jaz sem znižala cene svojih vzdrževalnih paketov za spletne strani, ki jih izdelam z takim orodjem. Tako da v bistvu res nekako manj težav imam zdaj, bolj točno vem, kak in kaj, in pa kaj je bistveno tudi za mene. Spletne strani vedno izdelam vse na istem orodju in dejansko jaz ne rabim poznati 50 ali pa 100 različnih tem. Jaz poznam, da svoj Bricks Builder, ki sem ga zdaj pač res zafiksirala, sem ga izbrala za svoje orodje in enostavno imam manj dela z ugotavljanjem nekih specifik nekih tem, zato ker sem se odločila delati s tistim enim orodjem in različnimi kombinacijami pač z drugimi funkcionalnostmi in mi to super deluje in pa tudi naročniki so zelo zadovoljni. Jaz lahko v bistvu vse vsebine za uporabo spletne strani vnaprej pripravim, imamo videe, ki jih naročniki dobijo, lahko po njih uporabljajo in tudi spet ne rabim vedno znova, zato ker vsaka tema se drugače uporablja. In enostavno ne moreš pripraviti nekih vsebin za uporabo spletne strani, če se uporabljajo razne teme. Dobro, zdaj, če se zafiksiraš na eno temo, ja, pa s tisto delaš, ampak to se pa v bistvu ne izkaže za dobro za nas, ki izdelujemo na količino pač spletne strani, ker vsak naročnik rabi nekaj svojega. Ne moreš ti delati na neki temi nekomu neki, če vsebuje 50 stvari, ki jih ne rabi, ali pa če ne vključuje tega, kar pač on rabi. Team builder jaz torej vidim kot neko dizajnersko orodje, na katerega lahko obesimo vse, kar želimo, ne rabimo pa obešati stvari, ki jih nočemo. In tako je vaša spletna stran lahko res točno to, kar vi rabite. Ne še 500 drugih stvari zraven, ali pa da vam pol manjka nekaj tak. In vmes je bilo tudi, ker sem delala že na tak način, vedno bolj pogosto se mi je dogajalo, da so mi naročniki povedali, da sem sam jaz taka, pač od vseh, s katerimi so kdaj delali, ker nekateri so pač delali že z velikim številom razvijalcev. In velikokrat sem čula, da pač pri meni je posebnost, da jaz nikoli ne rečem, to ni mogoče. Tema nas pogosto omejuje pri kaki stvari, česar pa pri teh team builderjih bolj kot ne ni. Ok, najde se kaka malenkost, da se ne da, oziroma je enostavno za naročnika predraga, da bi se šla programirati ali kakorkoli, ampak to so zelo redki primeri, s tem se jaz v bistvu ne rabim ukvarjati. Zdaj pa da še spregovorimo o tem, katere te team builderje poznamo. Zdaj najbolj poznan, na katerega, če ste se malo ukvarjali s tem, kako se spletna stran naredi, kakšna so orodja na voljo, če delate na WordPressu, v ogromnem deležu, vsaj v Sloveniji, se še vedno uporablja team builder Elementor.
In zakaj se uporablja? Elementor se uporablja, zato ker je tako zelo enostaven za uporabo, ampak v ozadju je pa ogromno nekih težav z Elementorjem. Je sicer theme builder, ampak znatno upočasni spletno stran. Neke stvari so pač oni, developerji tega Elementorja, že v štartu naredili narobe in zdaj tega ne morejo popraviti. In enostavno Elementor se je meni osebno ful izkazal tudi za nestabilnega. Veliko težav pri posodobitvah je bilo, posodobitve tako ali tako vsak dan, pa še tiste neki napol narejene. In pa ja, seveda, enostaven je za uporabo, ampak jaz pravim, če si sam izdeluješ spletno stran, ja, idi na Elementor, ker je ful enostaven, pa se ga boš ziher naučil dejansko v 3 dneh v nulo. Jaz osebno pa imam občutek, da če jaz zakasiram ful denarja za spletno stran, ker to vseeno niso poceni stvari, mislim, da moramo uporabljati neko boljšo orodje, ki naredi spletno stran boljšo. Tudi tisti, ki si sami v neki fazi, naredite spletno stran, naredijo spletno stran. V neki fazi svojega poslovanja bojo prišli do točke, ko bodo spletno stran dali res profesionalno izdelati, enostavno zato, ker v lastni režiji se vam bo na neki točki ustavilo. In v takem primeru, recimo, torej, če si delate sami, imejte Elementor ali pa, ne vem, Divi je tudi en takih, ampak z njimi so pač povezane nekatere težave pri vzdrževanju, ki sem se jih jaz rajši izognala, pač na račun tega, da enostavno daš si celo predpripravljeno stran noter, pa ne rabiš nič kaj hudo, razen vsebine spremeniti. Jaz se pač rajši odmaknila od tega, zato ker v Elementorju in Diviju si lahko sami naredite spletno stran, jaz sem pa to zato, da vam naredim nekaj, kar vi ne morete. No, in ker mi je Elementor požrl vedno več živcev in se mi ni več dalo s tem ukvarjati, sem začela iskati pač v bistvu v praksi iz tujine orodja, s katerimi bi jaz lahko v bistvu šla stopničko višje, ponudila neko boljšo spletno stran, neke boljše trgovine in vse tako naprej, da pač se odmaknem od nekega orodja, ki ga lahko itak vsak uporabi. In dejansko v tem pač sem iskala sem nek theme builder, ki ima neko dodano vrednost za moje naročnike in pa za mene. Seveda sem tudi v tem procesu kar nekaj orodij probala, ta imena vam seveda ne bojo znana, ampak na koncu zdaj pa že v bistvu 1 leto delam izključno z Bricks builderjem. To je pa en tak zelo fajn, dejansko ga tudi ni tako težko uporabljati, tudi če greste sami kakšne tekste, slike zamenjati ali kar takega. Je pa fajn, zato ker ima vgrajenih ogromno nekih funkcionalnosti, ki so bistvene za vsako spletno stran. Torej jaz ne rabim neke hude hitrostne optimizacije delati, ker je sam vtičnik tako zelo dober, nekaj osnovnega se pol postori. Pol ogromno že sam po sebi naredi za vašo SEO optimizacijo, so neke opcije. Opcije integracije so zelo dobre in pa seveda pri dizajnu sem praktično neomejena. To je pa to, kar sem iskala. Tudi, kar se tiče funkcionalnosti nekih drugih vtičnikov, jaz še nisem naletela, da pač z Bricksom pač karkoli ne bi delala. Zato sem se odločila, da zdaj uporabljam to. To je zdaj fiks odločitev enostavno in res zelo dobro se razvija, tudi v prihodnje je pričakovati dober razvoj. In pa predvsem, ko vzdržujem te spletne strani, je to veselje, ker ni nobenih težav, ne stepe se s kakim vtičnikom, to so res tako zelo redki primeri, da je dejansko upravičena potem moja nižja cena vzdrževalnih pogodb. Zdaj, kaj pa je pri tem orodju pač najboljše? Zdaj, jaz se z naročnikom vedno pred izdelavo točno pogovorim, kaj potrebuje, kaj ne potrebuje. In potem na osnovi Bricksa jaz lahko v bistvu vključim na spletno stran točno to, kar stranka rabi, ne 20 drugih funkcionalnosti in ni balasta nekega brezveznega. Kaj je pa še najboljše pa to, da je v bistvu spletna stran, ki je tako narejena, neomejeno razširljiva, tudi če mi boste čez 3 leta prišli, zdaj pa hočem to pa to pa to pa to boste lahko dobili. Ne bo tistega, ta tema to ne omogoča. Zdaj v nekem hudem spletu okoliščin bi se lahko zgodilo, da bi pa Bricks, šel kam, da ga pač ne bi bilo, ampak to je zelo težko, da bi se zgodilo, ker je zelo priljubljeno okolje, predvsem v tujini, tu v Sloveniji je manj tega, res pač tisti, ki delajo malo bolj napredne stvari, ga uporabljajo, seveda drugi ne. Torej, kaj je moj današnji nasvet vam?
Če ste odločeni, da spletne strani ne želite izdelati sami, da hočete za to nekega profesionalca, ki vam jo bo naredil, se definitivno prepričajte, na kakem orodju vam bo delal. Seveda, ne rabi biti nujno Brix, definitivno pa, če želite neko višjo stopnjo, težko, da vam bo kak Elementor ali pa neka predpripravljena tema to dala. Mogoče pri spletnih trgovinah, takih enostavnih, ki so res samo spletne trgovine, pa mogoče blog, tamle mogoče to funkcionira. Če pa želite neke ekstra stvari na spletni trgovini, če hočete dizajn res tak, ful dober, tak, čisto vaš, ni nujno, da je nekaj posebnega v osnovi, ampak je pač vam pisan na kožo. Če želite, vprašajte, kakšna orodja ta izdelovalec uporablja, da boste pa malo raziščite, kaj to je, ker definitivno si nočete na dolgi rok nakopati kot prvo enega orodja, ki ga ne boste znali uporabljati, ki bo povzročal na dolgi rok ful težav, samo zato, da bo pač nekemu razvijalcu tam ful lahko narediti. Zdaj, če vam obljubijo, da bo spletna stran narejena v 3 dneh, je velika verjetnost, da je za tem uporaba neke predpripravljene teme, ki sam gor fliknejo, tekste spremenijo in to je to. Tako da bodite pazljivi, ko naročate te storitve, da v bistvu ne boste pol na dolgi rok imeli težav. To so seveda stvari, ki se ne v procesu izdelave neki hudo pokažejo za vas kot naročnika, na dolgi rok se vam pa lahko kar fejst pozna. Zdaj, drug teden pa upam, da se mi pridružite na naslednji epizodi videoserije. Spregovorila bom pa o tem, kaj je CGP, a ga rabite, res nujno profesionalnega, in kakva bo razlika, če bo spletna stran delana z CGP-jem ali pa brez njega. Kaj lahko pričakujete? Torej, CGP, celostna grafična podoba, vemo, da je to zelo draga stvar, če damo profesionalcu narediti, ampak so neke vmesne poti, ki jih lahko uberete. Upam, da se mi pridružite, pa se vidimo spet naslednji teden. Čau, čau!